35 let po razpadu sovjetskega imperija zla se zdi, da komunizem ponovno prihaja v modo. Mnogi med generacijami mladih, rojenih po padcu Berlinskega zidu, ki so jih izobraževali tisti, ki so jih želeli indoktrinirati. Zdi se, da strupene prebujenske ideje, kot so kritična rasna teorija, intersekcionalnost in naseljenski kolonializem, požirajo velike laži totalitarne ideologije. Ali so morda nevedni glede 100 milijonov ljudi, ki so jih umorili komunistični režimi? Ali pa res verjamejo, da lahko socializem, ki je propadel povsod, kjer so ga poskusili in je vodil le v tiranijo in trpljenje, deluje v Ameriki 21. stoletja? In ali se zavedajo, da je bila proticionistična propaganda, na katero so nasedli, ustvarjena v okviru sovjetske dezinformacijske kampanje? In zakaj poskušajo prepisati judovsko zgodovino, da bi oživili propadli socialistični sen preteklosti? Na to bomo v oddaji Think Twice podrobneje raziskali komunistično in judovsko zgodovino z vodjo ustanove, ki si prizadeva ohraniti izgubljeni svet evropskega judovstva pred holokaustom. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Eden najbolj nenavadnih intelektualnih trendov, ki se vrača v modo na politični levici, je ponovno obujanje vere v lažnega boga komunizma. Čeprav se je po 70 letih totalitarnih ekscesov, gospodarskega propada in množičnih umorov z razpadom Sovjetske zveze zdelo, da je to vprašanje za vedno rešeno, vprašanje, ali je marksizem boljši od kapitalističnega sistema, ki temelji na gospodarski in politični svobodi, se v 21. stoletju ponovno pojavlja, saj se vera v komunizem ali vsaj zanimanje zanj vrača. Ni presenetljivo, da je s to ahistorično in antiintelektualno podporo enemu izmed morilskih despotizmov 20. stoletja povezana tudi obuditev enega največjih intelektualnih projektov Sovjetske zveze – anticionizma. Praktično vsaka strupena laž, ki jo širijo antisemitske množice, ki vzklikajo za judovski genocid od reke do morja in za terorizem proti judom povsod po svetu, je postala globalizirana. Intifado so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zasnovali sovjetski propagandisti. Kljub temu nasprotniki Izraela ponavljajo stavke, ki so jim jih napisali v Kremlju pred 60 leti, kot da gre za sveža spoznanja. Hkrati pa drugi skušajo obuditi zanimanje za judovski bunt, veliko gibanje predvojnih socialistov, ki so si prizadevali za narodno avtonomijo judov v evropskih deželah, kjer so govorili jidiš. Ideja, ki je bila obsojena na propad zaradi prevlade antisemitskih sil in je umrla v holokaustu ter sovjetskih gulagih. Čeprav si zasluži, da se ga spominjamo, je motiv za zanimanje zanj danes del iste proticionistične kampanje, ki jo vodijo sodobni antisemiti. Tukaj, da bi o vsem tem in o pomenu judovske zgodovine razpravljal, je vodja inštituta, katerega poslanstvo je ohranjanje zapisov Evropskega judovskega sveta, ki je izginil v šoji. Jonathan Brent je zgodovinar, založnik, prevajalec, pisatelj in učitelj. Bil je uredniški direktor pri založbi Yale University Press, kjer je ustanovil zbirko Annals of Communism. Njegove knjige vključujejo Stalinov zadnji zločin iz leta 2003 in v Stalinovih arhivih iz leta 2008. Leta 2009 je Brent postal izvršni direktor in generalni direktor inštituta JIVO za judovske raziskave, kjer je začel projekt za ohranitev in digitalizacijo vseh predvojnih zbirk JIVO. Široko predava o judovski, sovjetski in vzhodnoevropski zgodovini. Posnel je 3 dokumentarne filme o svojem delu: Stalinova zadnja zarota, Stalin človek iz jekla in Deklasificirani Stalin. Poučuje tudi zgodovino in književnost na Bard Collegeu. Jonathan Brent, dobrodošli v oddaji Think Twice. Najlepša hvala za to prijazno povabilo. No, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Za začetek vas želim kot zgodovinarja komunizma vprašati o ponovnem zanimanju za ideologijo, ki bi morala že zdavnaj umreti s padcem Sovjetske zveze. Zakaj mislite, da nam nekateri mladi pravijo, da jim je komunizem všeč,
Ali ne poznajo njegove zgodovine? Ali pa resnično mislijo, da je socializem sistem, ki lahko uspe, kljub temu, da je povsod drugje, kjer so ga preizkusili, propadel? No, začel bom z odgovorom na vaše vprašanje, ki je zelo dobro vprašanje, z navedbo Molotova, ki je v pogovoru z moškim po imenu Felix Trujev dejal: proti koncu svojega življenja bo tovariš Stalin živel večno v srcih vseh naprednih ljudi. In žal ni bil tako zelo v zmoti. In ni šlo za samega Stalina, temveč za to, kar je predstavljal. Kar je predstavljal, je bila moč države v službi tistega, kar so imeli za enakost, kar so imeli za pravičnost, kar so imeli za uničenje buržoazne prevlade nad družbo, nad bogastvom, nad oblastjo. Predstavlja moč te sile. In v svetu, da uniči buržoazijo, da uniči liberalizem in da poskuša doseči nekakšno enakost med narodi, enakost, ki je v resnici utemeljena na prikrajšanju, enakost, ki temelji na zasužnjevanju in ne na dvigovanju ljudi. Vendarle je to enakost. In žal je sovraštvo do ameriškega sistema vladanja in do Zahoda nasploh bilo vcepljeno generaciji za generacijo mladih ljudi, ki so obiskovali naše najbolj liberalne in najbolj privilegirane univerze, ki so bili vzgojeni v progresivnih šolah. In zdaj vidimo rezultat tega v času krize. Ja, mislim, da je kar strašljivo. Verjamem, da je to strašljivo. In moram ti povedati, veliko sem razmišljal o tem, kako to popraviti. Govoril sem s kolegi in zgodovinarji, ki so veliko bolj ugledni, kot sem jaz. Kako to popraviti? In edini zaključek, do katerega smo lahko prišli, je, da se moraš znebiti sistema. Ampak to je grozno. Nihče tega noče storiti, seveda. Nihče noče ukiniti oddelkov za angleščino ali oddelkov za politologijo. Toda te ideologije so se ukoreninile ne le v politični teoriji, ampak tudi v literarni teoriji, v teoriji študij spolov. Tako imenovani postkolonialni teoriji. In v veliki meri tudi v energijah, ki jih nikakor ne gre vse prezirati. Veste, govorim morda nekoliko pretirano, ker je bilo v teh kritikah, ki so izhajale iz akademskih krogov skozi dolgo obdobje, dejansko veliko resnice. In rekel bi, če se vrnemo k vietnamski vojni, ampak je postalo prepleteno v samo bistvo tega, kako mladi razmišljajo o življenju. Ni samo ta politična osebnost ali ona politična osebnost ali to ali ono. To je način, to je naravnanost do življenja. In to, veste, ko pomislite na to, kar je res treba narediti, je po mojem mnenju to, da morajo biti najprej voditelji, ki znajo izraziti nekaj, kar daje upanje, nekaj, kar osvobaja, nekaj, kar je usmerjeno v prihodnost. Morajo obstajati institucije, ki to podpirajo. Morajo biti priložnosti za ustvarjalnost mladih. Toda trenutno je način, kako je levica, še posebej mladi na levici, sprejela to srednjeveško, reakcionarno, genocidno gibanje Hamasa.
je nepojmljivo. To bi bilo popolnoma nerazumljivo pred 30 leti. Danes je to dejstvo. Danes je dejstvo. Torej, vsak večer se o tem pogovarjam z ženo, o tem se pogovarjam tudi s sodelavci. Iskreno povedano, sem kar iz sebe, ker ne vem, kako. Ivo, institucija, ki jo predstavljam in tudi poučujem na Bard College, kaj lahko osebno storim glede tega, razen da poskušam. Skupaj s svojimi študenti razviti pogled na življenje, ki vključuje več kot to, kar je zajeto v njihovih ozkih in silovitih ideologijah. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku X ali na YouTube kanalu JNS, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS, kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. No, mislim, da si res zadel bistvo. To je rezultat tega, dolgega pohoda progresivcev, da prevzamejo izobraževalne ustanove in mislim, da tudi velik del kulture. In prav imaš, to je neposredno pripeljalo do podpore Hamasu, do prohamasovskih množic na univerzah in na ulicah. To je odlična debata. To bi bila oddaja sama po sebi o prihodnosti izobraževanja. Želimo govoriti tudi o drugih stvarih. Ampak to je argument, ko rečeš, no, preprosto vse skupaj ukinite. No, ni mi jasno, da bi tudi najbolj drastični poskusi prisiliti institucije k spremembam dejansko povzročili, da bi se spremenile. Mislim, očitno je to, kar predsednik Trump skuša oziroma je skušal narediti. Ne mislim, da mu to uspeva. Mislim, da morda, ne glede na to, ali bodo nekatere institucije na koncu ostale brez sredstev ali ne, ali pa se bodo uklonile njegovi volji. Vsi so zaposleni. Še vedno obstaja, veste, ta ideološki program. Torej, razen ustvarjanja novih institucij, kar se je v nekaj primerih res zgodilo, naprimer v Austinu in Hamilton College na Univerzi Florida, sta to zanimiva eksperimenta. Ampak to sta kot dve kapljici peska na celem obrežju. Kako spremeniš ameriško izobraževanje, ko je večina ljudi, ki tam delajo, bila tako indoktrinirana? Ja, Mislim, da mora biti več takšnih protiinstitucij. Ampak rad bi povedal še eno stvar o mladih. Mislim, da mi ne, kar vidimo na kampusih, je najglasnejši del. Na mojih predavanjih na Bardu, še posebej po 7. oktobru, sem pričakoval veliko izkazovanja jeze, tega in onega, politiziranega razmišljanja in tako naprej. In povem vam, na Bard Collegeu poučujem predmet o Stalinu. Poleg tega pa poučujem tudi predmet o doktorju Faustu Thomasa Manna. In kar opažam pri svojih študentih je več odprtosti kot karkoli drugega in željo po poslušanju. Argumentov, ki imajo smisel. Problem niso oni. Mislim, da so učitelji večinoma tako politizirani in tako ostri. Ampak mladi, če jim damo priložnost, mislim, da želijo biti bolj odprti, bolj liberalni v tistem dobrem, staromodnem pomenu te besede. Mislim, da želijo sprejeti možnosti samokritike in poskušati razumeti stvari na zapleten način.
Ko da imam v resnici veliko upanja, ko pridem, in seveda je to anekdotično, od mladih ljudi, ki jih poznam, ki jih učim, ki me obkrožajo tukaj na Ivoju in ki jih dobimo v naših Ivo programih, ne izgubljam upanja. Kar me zgrozi, so voditelji tako na levici kot na desnici, iskreno povedano. Trda desnica in trda levica. Ampak, kot bi rekel moj dedek, riba smrdi pri glavi. In žal ne vem, kdo so danes intelektualni voditelji. Ne poznam niti ene nove ideje o družbeni ureditvi. O oblikovanju družbenih struktur, ki bi bila predstavljena v zadnjih 30 letih. Obstaja veliko iztrošenih idej, kot so stare pnevmatike, ki jih obnovijo, veste. Kje pa so nove ideje? No, skoraj vse nove ideje so bile na skrajni levici. Dekonstrukcija, študije spola, postkolonialne kritike. To so nove ideje in veste, o kolonializmu je veliko zapovedati. Kolonializem ni bil dober. Bil je odličen, če si bil v vladajočem razredu. Ni bil tako dober, če si bil v nižjih slojih. O suženjstvu je treba govoriti, tako kot govorimo o holokaustu. In veste, to je. Zato mora biti odprtost in jaz, veste, na majhen način, kot lahko tukaj pri Ivo, poskušam ohranjati to odprtost tukaj, kar ni bilo vedno tako enostavno, še posebej po 7. oktobru. Kakorkoli, ja, to je uganka. V redu. No. Da bi se poglobili v en vidik zgodovine, je bilo očitno vloženega veliko truda v ohranjanje spomina na holokaust. In čeprav mislim, da je mogoče trditi, da je bilo veliko teh prizadevanj napačno ocenjenih, je to zelo pomembno. Toda prav tako drži, da večina Američanov danes ve zelo malo o zločinih komunizma, o njegovi zgodovini. Ali je preprosto tako, da v tej državi ne poznamo nobene zgodovine? Mislim, celo naše lastne države. Kaj šele, kaj se je zgodilo v Evropi v prejšnjem stoletju? Ali pa je to rezultat bolj zavestnega, revizionističnega prizadevanja? Mislim, da je bil del tega retorika hladne vojne. Veste, hladna vojna je komunizem spremenila v imperij zla. Mi pa smo bili dobri fantje. In zdaj so dobri fantje napadeni. In tako se komunizem nekako vrača, ampak iskreno imaš prav. Mislim, da bi razumel, kaj je komunizem, ne moreš samo brati o hladni vojni. Knjig na to temo. Resnično moraš preučiti dokumente in videti, kako so v resnici razmišljali, kako je v resnici razmišljal Stalin, kako je v resnici razmišljal Molotov, zakaj je v resnici šlo v boju med Stalinom in Trotskim in kakšne odločitve so sprejemali. In brez dvoma vam lahko povem, da po mojem predavanju o Stalinu ni niti enega študenta na kateremkoli od mojih predavanj o tej temi, ki bi mislil, da je to dobra ideja. Ne, če so sploh poslušali. Prav, ne niso. Američani so šli naprej. Mislim, da so po letu 1991 preprosto predpostavili, da to ni več resen problem. In verjetno, veste, ni bilo tako hudo, kot smo mislili. Bilo je kar nekaj pisateljev, ki so poskušali normalizirati Sovjetsko zvezo, tako kot je danes, kar nekaj pisateljev, ki poskušajo normalizirati islamizem. In to je strašna napaka. To je strašna napaka. Komunizem je temeljil na pogled na svet. To je bilo z mojega vidika.
In vem, da bo veliko ljudi zelo jezni name, ker to pravim, ampak resnično protičloveški pogled. Njegovo razumevanje družbe, človeške osebnosti je bilo antihumano. Naj vam dam en lep primer tega. Leta 1957, kot morda veste, je bil objavljen Doktor Živago Borisa Pasternaka. In Sovjeti so bili zaradi tega zelo vznemirjeni, pa tudi niso vedeli, kje je rokopis. In Pasternak ga je poslal Feltrinelliju v Italijo, Feltrinelli pa je nato naredil kopije in jih poslal vsem svojim prijateljem. In tako, ko so Sovjeti želeli začeti zbirati vse kopije in zaseči rokopis, jim je Feltrinelli povedal, da to ni bilo mogoče, razen če bi želeli iti v Anglijo in Ameriko ter ga zaseči tudi tam. Tako so se potem Sovjeti odločili, da morajo prebrati knjigo. In videti, o čem sploh govori ta grozni roman. Zato so zadolžili vodjo kulturnega oddelka centralnega komiteja, da prebere Doktor Živago. In prebral jo je ter napisal poročilo. In svojim študentom rečem, če bo kdo od vas napisal tako poročilo o katerikoli knjigi, ki jo beremo, bo dobil odlično oceno. Točno je vedel, o čem je ta knjiga. Razumel jo je od znotraj. Uspešno je znal podati sočuten pogled na avtorja, like in situacijo. In zaključi z besedami: Tuda, tovariši, žal je ta knjiga naš sovražnik. Ker je v središču knjige meščanski ego. Posameznik. Ja, posameznik. Leki. Točno tako. In to je tisto, kar mislim, ko pravim, da je to nečloveški sistem. In veste, ampak ljudje vam ne verjamejo. Ne verjamejo vam. Mislijo, da gulagi niso bili tako obsežni ali tako grozni, kot so v resnici bili. In veliko je revizionizma o komunizmu, ki prihaja s strani levičarskih akademikov. Lahko jih naštejem kar nekaj. Številni med njimi so v poznih 80. in zgodnjih 90. letih poskušali celo zmanjševati število žrtev. To je šokantno, nemoralno. Kot da sta Solženicin in celoten žanr literature preživelih. Točno tako. Ampak moram tudi poudariti, da to ni samo pojav po letu 1991. Mislim, da sva oba dovolj stara, da se spomniva dejstva, da je bilo veliko ljudi, ki so skušali normalizirati Sovjetsko zvezo, preden je razpadla, ki so bili, ne glede na to, ali jih imenujemo opravičevalci ali pa so preprosto verjeli, da bo vedno obstajala in da je bila jedrska grožnja, zato smo morali živeti s tem. In recite, da je zla. Ne, Stephen Cohen, odličen zgodovinar, je napisal knjigo, ki je izšla aprila. To se spomnim, ker je imel moj oče knjigarno v Chicagu in spomnim se, ko je knjiga izšla, mislim, da je bilo to aprila 1991. Homo Sovieticus je bil naslov knjige, to je sovjetski človek. Kaj pomeni biti sovjetski človek? In knjiga trdi, da mora biti Sovjetska zveza del družine narodov in tako naprej. In potem je bila nekako tiho umaknjena s polic avgusta 1991. Stvari se dogajajo avtorjem. Včasih se avtorjem zgodijo zelo neprijetne stvari. To je bilo dobro za civilizacijo, a slabo za to knjigo. Ja. Točno tako. Mislim, da obstaja tudi fascinacija z Stalinom, fascinacija z njegovo odločnostjo in discipliniralo. Brutalnostjo. In leta 1947 reče Eisensteinu, Slavnemu filmskemu ustvarjalcu. Da. Eisenstein je posnel film Ivan Grozni, prvi del, nato pa še drugi del. Drugi del je izšel po vojni. Stalin ima težave s prikazom Ivana Groznega v drugem delu. Reče Eisensteinu, kaj ti je prišlo na misel, ko si to delal?
Misliš, da je on angleški bankir? Misliš, da je Ivan Grozni Hamlet? Najprej misli to, potem misli to. In ko se je vrnil, je rekel, ne, Ivan Grozni je car Rusije. Pokazati moraš, da je bil krut, ampak moraš tudi pokazati, zakaj je bil krut. In potem Stalin reče nekaj, česar nikoli nisem pozabil. Reče, mislim, da ga je Bog oviral pri njegovem delu. Ker je moral Ivan Grozni, kadarkoli je koga uslrtil, pobegniti v samostan in prositi za odpuščanje. In Stalin reče, če bi preprosto usmrtil vse bojarje naenkrat, nikoli ne bi imeli časa zmede. Ja, Stalin ni imel te težave. Ves je ni imel. In mislim, da na nek grozen način ljudje, še posebej mladi, to občudujejo. Tako kot danes veliko mladih občuduje Hitlerja. Ja. Ker je močna, dinamična osebnost, ali pa mislijo, da je, osebnost, ki stvari izpelje. Ja, vedno obstaja privlačnost močnega voditelja in, knjige o Stalinu nikoli ne gredo iz tiska ali iz mode. Pred najnim pogovorom sem razmišljal, kaj v popularni kulturi o Sovjetski zvezi sploh še obstaja. Pred nekaj leti je bil zelo smešen film o smrti Stalina, ki se mi je zdel izjemno zabaven. Ni nas ravno veliko naučil o sovjetskem komunizmu, čeprav je bil zelo zabaven. Na Apple TV je alternativna zgodovinska serija o tem, kaj bi se zgodilo, če bi Sovjeti prvi pristali na Luni. Ampak razen tega je to nekakšna črna luknja v naši kulturi. Pustimo ob strani, kaj se dogaja v akademskih krogih glede Sovjetske zveze in komunizma, ter 100 milijonov ljudi, ki jih je komunizem ubil v 20. stoletju. Ja, in mislim, da je to tista velika zgodba, ki je bila znova pometena pod preprogo, sovjetska infiltracija v ameriške institucije v 30., 40. in 50. letih. Ko sem bil pri založbi Yale University Press, smo izdali celo serijo knjig, med katerimi je bilo več na to temo. Ena se je imenovala Skrivni svet ameriškega komunizma. Ko je ta knjiga končno izšla in smo lahko dokazali stvari, kot je bilo to, da je bil Armand Hammer kurir za Sovjete, za kar smo imeli dokumente, ki so to dokazovali. Lahko bi dokazali, da je bil Walter Duranty sovjetski agent. Novinar New York Timesa, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado za zanikanje ukrajinske lakote. New York Times ni hotel priznati obstoj knjige. Niso jo recenzirali. Niso jo hoteli priznati. Končno, ko je senator Moynihan, naj mu bo zemlja lahka, odprl tako imenovane Venona dosjeje, ki so se nanašali na sovjetsko vohunjenje v Združenih državah. In gradivo v naši knjigi je bilo zelo pomembno za to. New York Times je končno lahko priznal obstoj knjige in ji dejansko namenil prvo stran New York Timesa. Ja. Ampak so storili vse, kar je bilo mogoče, da so to zatrli. Zato je bil potreben senator Moynihan. Da je to storil, da jih je pripravil do tega, da so priznali obstoj knjige. In vloga komunizma ne samo na univerzah, ampak tudi v New York Timesu, v različnih drugih medijih v Združenih državah, je bila globoko zakoreninjena in bila je dolgotrajna in ima vpliv tudi danes. Torej so to univerze, mediji, javne osebnosti, ki jih imamo zdaj z Mamdanijem kot županom New Yorka. Do njega bomo prišli malo kasneje, ampak ja. Ja. Mislim, idej ne moreš ubiti, tudi če ubiješ. In imajo svoje lastno življenje. Intelektualna zgodovina je bila v akademskih krogih močno diskreditirana.
Ampak mislim, da je nujno, da ljudje začnejo raziskovati genezo idej. Jaz in nekateri kolegi bomo kmalu izdali knjigo o izvoru in ideologiji Hamasa. Odlično. Mislim, da je to zelo pomembna tema, o kateri večina ljudi ne ve ničesar in tudi noče vedeti ničesar. To je zaskrbljujoče. Resnično nočejo vedeti ničesar o tem, ker to moti njihova politična prepričanja. Ko enkrat vedo, od kod izvirajo številne te ideje. Zdaj pa še eno gibanje iz 20. stoletja, ki doživlja nekakšno oživitev, je gibanje judovskega delavskega bunda. To je pomemben del zgodovine evropskih judov v prejšnjem stoletju in tako kot zanimanje za jidiš je del prizadevanja za ponovno odkrivanje tistega, kar je bilo izgubljeno v holokaustu. Ampak zdi se mi precej očitno in mislim, da tudi mnogim drugim, da je glavni motiv nekaterih, ki danes zagovarjajo bund, ponovno začeti bitko med bundizmom in cionizmom. To, tako kot vprašanje komunizma in kapitalizma, se zdi, da je bilo rešeno v pepelu taborišč smrti in gulagov. Kaj menite o tem, kako nekateri na levici uporabljajo to zgodovino kot del svoje vojne proti Izraelu in cionizmu danes? O tem ves čas govorimo naivo, saj, kot morda veste, imamo največjo zbirko gradiva Bund na svetu. Tukaj imamo celoten arhiv Bund, trenutno pa smo v postopku digitalizacije okoli 3,5 milijona dokumentov. Mislim, da je nekoliko nepošteno, kako se to uporablja. Bitka v 30 letih prejšnjega stoletja ni bila med bundizmom in Izraelom. Bitka je bila bitka ideologij med tem, ali ostanemo tukaj ali pa gremo tja. Kje imamo najboljše možnosti za preživetje? In s tem ne mislim samo fizičnega preživetja, ampak preživetje naših tradicij, preživetje našega jezika, preživetje naših običajev, naše književnosti, naše glasbe in tako naprej. To je bilo vprašanje. Bundizem v klasičnem pomenu nikoli ni bil proti Izraelu kot takemu. Tako je nekoliko nepošteno, da vzamemo to načelno intelektualno razpravo iz 30 let in jo prenesemo v današnji čas. Nesporno je, da je Izrael naredil jidiš za drugorazredni jezik. In če si ga govoril, so te pljuvali na ulicah Tel Aviva ali Jeruzalema. V redu. Ja, to je bilo ogabno. Bilo je škodljivo, bilo je sramotno, mislim, v mnogih pogledih. Ali to pomeni, da bi morali obrniti hrbet Izraelu? Ali pa to pomeni, da je pomembno pokazati, da jidiš kultura resnično spada v matrico tistega, kar imamo za moderno judovsko kulturo, kot jo predstavlja Izrael? S sovražnostjo, s katero predvsem mladi ljudje to uporabljajo, da vrnejo udarec Izraelu. To mi nakazuje, da to nima nobene zveze s tem, ali je Izrael za ali proti jidišu. In da to postavimo v kontekst, seveda veste, da je obuditev judovske suverenosti v deželi Izrael tesno povezana z obuditvijo hebrejščine. Da. In to je bila nekakšna jezikovna vojna, ki se danes ljudem morda zdi zelo oddaljena, a je bila takrat zelo resnična. In tudi, veste, hebrejščina, vsaj v svojih takratnih ambicijah in v današnji realnosti, je vključevala Jude zunaj Evrope, veste? Pravilno. Kar jidiš ni. Da, točno tako. In poleg tega te hebrejščina popelje nazaj k izvorom judovskega naroda v bibličnih časih. In jidiš seveda te popelje nazaj k ponižanjem evropske izkušnje in getom in vsemu ostalemu drugorazrednemu državljanstvu.
v katerem smo tako uživali na Poljskem več kot 1000 let. Torej, Mislim, da se v resnici dogaja to, da predvsem med mladimi je to preziranje, globoka politična sovražnost, ki jo čutijo, zavita v to prikrita v tem drugem sporu, za katerega mislim, da ga večina sploh ne razume. In vem, da obstaja nova knjiga avtorja. Ja, to želim omeniti čez trenutek. Molly Crabapple, ki je napisala knjigo o Bundu, ki je, naj dodam, prejela sijajno, čeprav zelo anticionistično recenzijo. V New York Times je povedala, da verjame, da obstaja neposredna povezava med bundisti, posebej tistimi, ki so bili v New Yorku, in trenutnim županom New Yorka, Zoranom Mandanjem, gorečim nasprotnikom Izraela in podpornikom tistih, ki so si prizadevali uničiti judovsko državo. Toda tudi tisti, ki so menili, da so se bundisti motili, veste, pred 100 ali 90 leti, jih nikoli niso videli kot zaveznike, sovražnikov Judov. Zakaj nekateri na levici vzpostavljajo to povezavo? to je tragedija. Moram vam povedati, da je to srce parajoče. To je srce parajoča tragedija, da mladi ljudje, in poznam Molly, in je prijetna oseba, in zdaj se skoraj vsem ne strinjava. Ampak zame je to tragedija. Gre preprosto za to. Kako se lahko tako obrnejo proti lastnim ljudem? Zaradi, iskreno povedano, propadle ideologije. Ker je bil bundizem na koncu prav to. Propadla ideologija. In ni propadel zato, ker teoretično ne bi bil pravilen v vseh svojih podrobnostih. Propadel je, ker ga je preplavila zgodovina. Preplavile so ga sile, s katerimi se ni mogel spopasti. Prinesel je določene pozitivne stvari za majhen delež judovskega prebivalstva na Poljskem. Nikoli ni bil tako množično gibanje, kot bi ljudje radi prikazali. Želel je doseči socialno pravičnost. Mislim, da je to povezava z Mandanjem danes. Ampak dejstvo, da želite doseči socialno pravičnost, kar sem prepričan, da si želite vi in vsi vaši gledalci ter poslušalci. Mislim, ne morem si predstavljati, da bi nekdo vstal in rekel: ne, jaz sem za socialno neenakost, jaz sem za suženjstvo. Ne, tega ne boste rekli. Ampak kako to dosežete? Ali to dosežete tako, da ljudem odvzamete premoženje? Ali pa to dosežete tako, da ljudi dvignete? In žal je socialistični način doseganja enakosti ta, da ljudi znižuje, ne pa dviguje. In ljudi ne dvignete tako, da drugim nekaj vzamete. Ne dvignete jih, mislim. To je dokazano. Ne dvignete jih. Prav. Veš, mislim, da je pošteno trditi, in mislim, da ti to tudi trdiš, da samo zato, ker so nacisti in Sovjeti uničili Bund in svet Bunda, to še ne pomeni, da so bili tisti, ki so ga sprejeli, zavedeni. Navsezadnje so sanjali o nečem, kar je imelo morda takrat zelo malo možnosti za uspeh. Ampak glede na sile, ki so mu nasprotovale, ali je sploh kdaj obstajala resnična možnost za takšen svet, kot so ga želeli ustvariti bundovci v Evropi in posebej na Poljskem? Da možnosti so bile. Bile so iskre, bili so trenutki. Resnično in zares so bili trenutki na Poljskem, v Ukrajini, v Rusiji, kjer bi lahko, če bi bila sprejeta prava odločitev, če bi bila izbrana prava pot, bilo vse precej drugače.
V Nemčiji je leta 1928 za Hitlerja glasovalo 2,4% prebivalstva. In leta 1932 je za Hitlerja glasovalo 28% prebivalstva. Kaj se je zgodilo? Zakaj so Hitlerja zavrnili le 4 leta prej? Veste, kateri dejavniki so bili vpleteni in če ne bi bilo velike gospodarske krize? Če ne bi bilo ponižanj Versajske pogodbe in različnih drugih stvari, hiperinflacije v 20 letih prejšnjega stoletja in tako naprej, bi se morda nemška zgodovina razvila popolnoma drugače. Mislim, da te pošastni sistemi ne izhajajo iz pošastnih ljudi. Mislim, da nastanejo iz običajnih ljudi, ki na koncu počnejo pošastne stvari, ker jih vidijo kot najboljše, kar lahko storijo v danih okoliščinah. Mislim, to je precej preprosto in morda obrabljeno, ampak tako jaz to vidim. In Bund, če se vrnem k Bundu, ja, mislim, da bi bila možnost, če Poljska ne bi postala tako antisemitska. Kar ima skok v neznano, ampak v redu, bomo to sprejeli. To je skok v neznano, ampak, veš, temelj poljske družbe je katoliška cerkev. In poljska katoliška cerkev je antisemitska, v bistvu antisemitska. V smislu, da se krvno obrekovanje in razne druge stvari še vedno precej svobodno širijo. V tem svetu. Ampak mislim, da če ne bi bilo nacistične grožnje, na zahodu nacistične grožnje in na vzhodu bolševistične grožnje. In seveda to je tisti če, ki presega domišljijo, veste, če zgodovina ne bi obstajala, ja, morda bi obstajala možnost. Ampak glede na okoliščine, ne, ni bilo nobene možnosti. Ni bilo nobene možnosti. In veste, v Rusiji leta 1916-1917 je bilo veliko tekmujočih ideologij. Bili so bolševiki, menševiki, bili so anarhisti, bila je celo zelena stranka, bili so socialni revolucionarji, krožile so najrazličnejše ideje. In bil je Kerenski in liberalci. In vpraša se, zakaj prav Lenin, zakaj on? In odgovor, do katerega je prišlo veliko zgodovinarjev, je, da je bil on najbolj odločen, nepopustljiv med voditelji. Ni popuščal. Ni sklepal kompromisov z levico, z desnico, z nikomer. Šel je po svoji poti. In na koncu je ta moč združila narod, ker so potrebovali voditelja, ki je to sposoben narediti. In zato mislim, da moramo danes veliko razmišljati o naših voditeljih. In veste, morda to do neke mere pomaga razložiti tudi fenomen Trumpa. Ne vem, zagotovo pa to pojasnjuje Viktorja Orbana na Madžarskem in Putina v Rusiji. Povem vam, ob izvolitvi Putina za predsednika v Rusiji sem bil še vedno na univerzi Yale. Moj asistent pa je bil Rus. Imel je doktorat z ameriške univerze. In rekel sem, Vadim, za koga boš glasoval? Rekel je, no, glasoval bom za Putina. Rekel sem, Vadim, kaj je s tabo narobe? Tip je fašist, ne moreš glasovati zanj. To je čisti KGB, ali ne razumeš tega? Popeljal bo Rusijo nazaj v nekakšen avtoritarni režim. Vadim je rekel nekaj, česar nikoli nisem pozabil. In sicer, da Rusija potrebuje stabilnost bolj kot svobodo. In mislim, da je veliko ljudi menilo enako, in zagotovo je veliko ljudi v Nemčiji menilo enako leta 1932.
Ja, mislim, da so kontrafaktualne domneve pomembne za naše razumevanje zgodovine. Zato mislim, da je pomembno, da razmišljamo o teh stvarih. Ampak, veste, kot je rekel eden od mojih mentorjev na oddelku za zgodovino na Univerzi Columbia, v ledeni dobi, ko sem bil tam, Eugene Rice, mi je rekel nekaj, česar nikoli ne bom pozabil. Rekel je, veste, nič v zgodovini ni neizogibno. Vsemu se je mogoče izogniti. In mislim, da je imel prav. In mislim, da to, kar pravite, nekako potrjuje način gledanja na zgodovino, ki je danes precej iz mode. Torej, pogled na zgodovino skozi velike može oziroma velike ženske. In mislim, da to še vedno precej drži. Kakorkoli, da malo nadaljujem, ameriški Judi vedo, da je bilo v Šoji ubitih 6 milijonov Judov, ampak iskreno povedano ne vedo veliko več kot to o njih. Govorili ste o ideji, da so Judi šli v smrt kot ovce na zakol, kar je velika laž. Zakaj toliko ljudi verjame v to? Hannah Arendt je to rekla. Zato. In to je del razloga, zakaj. In niso imeli ničesar, česar bi se lahko oprijeli, razen morda družinskih zgodb ene ali druge vrste, ki bi to ovrgle. In Hannah Arendt, moj bog, New York Review of Books, New York Times, Velikanska intelektualna osebnost. ona to reče. Ona laže. Lagala je o judovskih ženskah, ki naj bi, kot je rekla, slekle svoja oblačila in jih lepo zložile, da se ne bi umazala, ko so jih Litovci ustrelili. In veste, to diskreditiranje judovskih voditeljev getov, osredotočanje na judovsko policijo, kot da bi judovska policija počela to, kar so počeli v taboriščih, iz sadizma in želje, da bi uničili lastno ljudstvo, namesto da bi rešili svoje družine. Ker so jim nacisti rekli, da morajo to storiti, sicer bodo njihove družine šle v plinske celice. In zato je še vedno velika potreba po izobraževanju o holokaustu. Vem, da se temu mnogi posmehujejo. Vem, da nekateri pravijo, da to ne deluje. In edino, kar lahko na to rečem, je, predstavljajte si svet, v katerem ne bi bilo izobraževanja o holokaustu. Predstavljajte si svet, v katerem si film šoa ne bi šel, ali pa tista večdelna serija, ki so jo predvajali v Nemčiji in je spremenila nemško zgodovino. In deluje, samo ne deluje dovolj. Veš, moj oče je oboževal DDT. Rad je ubijal komarje z DDT-jem, ker je rekel, da deluje. No, res je deluje. Prav tako je prišel v prehransko verigo in tako naprej. Ni bilo tako super, ampak komarji so še vedno tukaj, kaj ne? Ni delovalo dovolj. Ja. Ni delovalo dovolj. In problema s komarji ne moreš rešiti samo z DDT-jem. Moraš izsušiti močvirja, moraš dobiti nova zdravila, narediti moraš celo vrsto različnih stvari. Iskreno povedano, me to razjezi, res me razjezi, ko ljudje izrekajo te laži. Da, seveda, res je, da je bilo veliko Judov tako pretepenih, stradajočih in demoraliziranih. In brez upanja, ko so prišli do plinskih komor, ali pa, mislim, ste prebrali, prepričan sem, da ste prebrali pripovedi o tem, kako je bilo v tistih živinskih vagonih in kako je bilo v getu. Stradati vsak dan, dan za dnem, brez ogrevanja, brez vode, brez ljubezni in brez prihodnosti. In tako je za mnoge, ja, verjetno bila smrt odrešitev, vendar je bilo veliko odpora in obstal je majhen dnevnik, ki smo ga pred kratkim objavili tukaj na Ivo, dnevnik Jicaka Rudiševskega. In imamo spletno muzejsko razstavo o njem. O tem 13-letnem dečku, ki pravi, da je tako samozaveden v getu, v vilenskem getu.
Branje jidiš poezije je dejanje upora. Ohranjanje njegovega duha pri življenju je dejanje upora. Tega se zaveda. In zakaj to počne? Ker je bil v getu velik voditelj Avram Sutzkeber, ki je to gradivo predstavil tem 13-letnikom. Naučil jih je poezije, jih naučil, kako jo brati in razmišljati o njej, ter bil povezava s preteklostjo. Torej, spet se vračam k temu, da ni bil samo Sutzkever. Bil je Sutzkever skupaj s temi mladimi otroki v določeni situaciji. Ampak Nevednost me preprosto šokira. In to je nevednost samih Judov, stereotipi, ki jih imajo o sebi, ki si jih Nemcem v nas sploh ni treba izmišljati. Ali Poljaki, ali Ukrajinci, ali Rusi, ali kdorkoli drug. Mi si jih izmišljamo sami. Morda še eno, če želite biti amaterski psihoanalitik in razmišljati o tem. Razlog, da verjamemo, da so šli v smrt kot Judje, kot ovce na zakol, je ta, da smo tukaj v Ameriki želeli videti, da se pogumno uprejo in dokažejo. In bilo je toliko besa zaradi njihove usode. In veste, krivite žrtev. Ja, mislim, da je veliko obtoževanja žrtev. In resnica je, da kjerkoli je bil odpor mogoč, je do odpora tudi prišlo. Točno tako. Veš, dejstvo, da so bili Judi razoroženi in sami, ter jim nihče ni pomagal, je količina odpora, ki se je dejansko zgodila, pravzaprav čudežna. Ja. Ampak mislim, da moramo o tem vedeti več. In mislim, da gre za to, kot praviš, potrebujemo več izobraževanja o holokaustu, vendar prave vrste, ne tistega univerzaliziranja, razrečevanja, kot da ni nič drugače kot navadna neprijaznost kjerkoli drugje. moramo izvedeti več o Judih, ki so bili umorjeni, o njihovem svetu, o tem, kako so se trudili preživeti in kako so se upirali, kjerkoli so lahko. In prav tako moramo izvedeti več o nacističnih motivih. Veste, Eichmannovi posnetki, ne vem, če ste jih prebrali, morda ste jih, a so izjemno razkrivajoči. In veste, nastali so v Argentini, ne strani izraelskih zasliševalcev, ampak njegovih nacističnih tovarišev. Želeli so ga imeti na posnetku, da bi razložil svoja veličastna dosežka in svoje življenje. In vprašali so ga, zakaj ste storili to, kar ste storili, veste? In Eichmann pravi, veste, napaka je misliti na Jude kot na Untermenschen. Ljudje, ki mislijo na Jude kot na Untermenschen, ne vedo, o čem govorijo. Judi so nadčlovek. Judi so človeštvu dali zakon. Ko so Judi človeštvu dali zakon, smo mi še živeli v jamah. Še vedno smo lovili divje živali v krdelih. Judi so gospodujoče ljudstvo in zato se jih moramo znebiti. To so Eichmannove lastne besede, ki jih zasliševalci niso izsilili. O tem je res razmišljal in bil je fanatik. Kot veste, kot sem prepričan, da vedo tudi poslušalci, pri natančnem izvajanju iztrebljanja rase, ki bi tekmovala z nacistično idejo o Arijcih. Ampak zgodovina Varšavskega geta pa je zdaj postala tema za muzej Varšavskega geta v Varšavi. In mnogi akademiki se bojijo, da bo to zdaj še en prostor, kjer bo poljska vlada minimizirala dejansko judovsko naravo ustaje v Varšavskem getu in jo namesto tega predstavila kot skupni boj Judov in Poljakov proti skupnemu sovražniku. In veste, če se vrnemo k temu, kar je želel doseči Eichmann, ni šlo samo za fizično iztrebljenje Judov na določenem kraju. Šlo je za njihovo kulturo, njihovo zgodovino, spomin na judovsko ljudstvo.
unicenjenih ne samo v Nemčiji in na Poljskem, ampak povsod, povsod. In veste, ideja, da je to, kot pravite, kot vsaka neprijaznost kjerkoli, je preprosto. No, to je grozno nerazumevanje edinstvenosti judovske zgodovine. Ja, to je popolnoma res. In mislim, da je prav tako res, in to izhaja iz tega, kar ste pravkar povedali, da večina Judov danes dejansko ve zelo malo o judovski civilizaciji, ki je bila izbrisana skupaj z Judi v šoj. Kaj jim manjka, kaj je danes za Jude najpomembnejše vedeti o tem poglavju zgodovine in svetu, ki je bil izgubljen? To poglavje je čas pred holokaustom v vzhodnji Evropi. Judje so bili, so in bodo ostali ustvarjalen narod. Jude ustvarjajo jezik, kjerkoli gredo, naj bo to jidiš ali judeo-arabščina ali bot, jezik botov ali karkoli že je, judeo-perziščina. Mi ustvarjamo jezik, mi ustvarjamo pomen. Nekako nam to preprosto uspeva. In tako smo ustvarili civilizacijo z lastnim jezikom, lastno kulturo in lastnimi tradicijami. In takrat so se temu posmehovali. To je jidišizem, pokvarjena nemščina. To je poljska folklora, le preoblečena. In tako naprej in tako dalje. Toda, kot je poudaril Max Weinrach v svoji monumentalni zgodovini jidiš jezika, je vsak jezik oblikovan iz drugih jezikov. V angleškem stavku, na primer, ne gre brez kakšne nemške, grške ali latinske besede oziroma izraza. Tako je bilo to izjemno ustvarjalno obdobje za judovsko ljudstvo. Pravkar sem se vrnil iz Kijeva, kjer sem bil v knjižnici Vernadskega, in Anskijeva odprava od leta 1912 do 1914, ki jo bom na kratko razložil, je bil poskus tega pisatelja S. Anskija, ki je bil avtor Dibuka, velike igre Dibuk. Organiziral je odpravo v območje judovske naselitve, da bi zbiral artefakte judovskega življenja skozi stoletja, vse do 13. stoletja, 12. 14. stoletja. Del tega je v Yivo, tukaj v New Yorku, del pa v Kijevu. Tako imamo zdaj dogovor, da digitaliziramo vse, kar je v Kijevu, in to povežemo s tem, kar imamo tukaj, da bomo imeli celoten kompleks ohranjenega gradiva. Med gradivom, ki ga je našel, so bile tudi Hagade, ena izmed njih sega, mislim, v 15. stoletje. In v Hagadi so jasno vidne podobe mitoloških likov, ki se ne pojavljajo v hebrejski Bibliji. Ne pojavljajo se v Talmudu. Nihče ne ve, od kod izvirajo, razen da verjetno prihajajo iz ukrajinskega, poljskega ali ruskega folklornega izročila ali kaj podobnega. In Judi, ki so ustvarili Hagado, so se odločili, da jih vključijo v upodobitve izhoda iz Egipta. V vsakem primeru je precej fascinantno to videti. Tudi že takrat, v tistem zgodnem obdobju, Judje sprejemajo vplive iz zunanjega sveta in hkrati ohranjajo svoje bistvo. Zgodba o paši. In vidite, kako to deluje skozi številne podobe, ki jih je zbral Anski. In rekel bi, poglejte, to ni bilo zlato obdobje. Bili so pogromi Hmelnickega. Zgodile so se grozne stvari. Bili so vsi pogromi v Ukrajini in na Poljskem in tako naprej.
In tako je bilo veliko groznih zgodovinskih dogodkov, toda skozi vse to so Judje pokazali neverjetno odpornost pri ohranjanju svoje vere, svojih družbenih prizadevanj, svojega jezika, svojih družin. Veste, res je. Vsak dan, ko sem tukaj na Ivu in to preučujemo, sem vedno znova presenečen nad tem, kar odkrijemo. Vedno. Ustvarjalnost naših ljudi je preprosto navdihujoča, resnično. In poglejte, kaj smo ustvarili v Izraelu. Poglejte to, poglejte tiste puščave, ki so zdaj zelene in toliko čudovitih stvari. Nam lahko poveste nekaj o zgodovini inštituta Jivo, njegovem nastanku, kasnejšem prenosu v Združene države in o tem, kaj počne danes? Seveda, Jivo je bil ustanovljen leta 1925, vendar je bila njegova pripravljalna doba precej daljša. In to sega nazaj do te Anskijeve odprave, na katero se sklicujem, to pomeni zbiranje artefaktov. Jivo so ustanovili učenjaki, ki so menili, da leta 1925 z Versajsko pogodbo, z oblikovanjem manjšinske pogodbe in raznimi drugimi inštrumenti, s katerimi so manjšine lahko pridobile zastopstvo v državi in postale državljani in tako naprej. Na Poljskem, v Litvi in drugod je zdaj čas, da obstaja Akademija za visoko izobraževanje za judovsko ljudstvo, ki jo vodi Judovsko ljudstvo za vzhodno Evropo. Seveda je v Nemčiji že obstajala Wissenschaft des Judentums. Nemški Judi so bili že zelo prilagojeni in tako naprej, toda v vzhodnji Evropi ni bilo nobene akademije za višje judovsko izobraževanje. Tako so to prevzeli in obstajale so 3 izpostave Iva. Ena je bila v Berlinu, ena v Varšavi, ena v Vilni, današnjem Vilniusu v Litvi. Tisto v Vilni, Litva, Vilna, je vodil Max Weinreich, velik filolog, jezikoslovec in učenjak. In on si zadal nalogo, da zbere vse, in objavljal je oglase v jidiš časopisih po vsem svetu. Pošljite mi dokumente, kakršnekoli dokumente, pisma, dnevnike, knjige, časopise, brošure, plakate. Kopej, igrače, karkoli. Pošljite jih. To zbiramo za študij judovskega življenja, da bomo lahko razumeli, kakšen je naš položaj v svetu. In počasi je Jevo zbral enega največjih arhivov na svetu. Ta je imel gradivo iz Rusije, iz Amerike, iz Južne Amerike, iz Kanade, iz Anglije, iz Francije, iz Nemčije, iz Poljske, iz Romunije. Naš arhiv ima zdaj skoraj 30 milijonov dokumentov. V vseh evropskih jezikih, jidišu, hebrejščini, arabskih jezikih, japonščini, kitajščini, povsod, kamor so Judje šli, imamo tudi največjo zbirko gradiva v jeziku ladino v Severni Ameriki. Imamo največjo zbirko gradiva, povezanega s holokaustom, zunaj Jad Vašema na svetu. Več kot 7 milijonov dokumentov povezanih s holokaustom. Imamo enega projekt v teku z Bard Collegeom za razvoj magistrskega študijskega programa iz jidiš jezika in civilizacije, ki bo prvi te vrste. Vsako leto pripravimo 60 programov, vseh vrst programov, predstavitve knjig, koncerte, opere, filme, vse mogoče stvari. Imamo seminarje in predavanja, imamo spletni muzej.
Naša najnovejša pridobitev, na katero smo vsi izjemno ponosni, je Učni in medijski center. To je prvi tako imenovani učni in medijski center v Ameriki in kjerkoli drugje, kolikor vem, ki je posvečen jidiš kulturi in judovskemu življenju v vzhodnji Evropi. V njem je veliko izvirnih artefaktov in vseh mogočih predmetov. Najpomembnejši del pa je, da neposredno sodelujemo z učitelji pri pripravi učnih načrtov v trajanju 90 minut za razrede, ki pridejo k nam. Ki želijo izvedeti več o Poljski, ali jih zanima jidiš gledališče, židje in bejzbol, ali pa želijo izvedeti kaj o tem, onem ali nečem tretjem. In potem za njih pripravimo gradiva, pripeljemo jih v naše arhive, pokažemo jim, kaj je arhiv. In o tem je veliko čudovitih zgodb, ampak srednja šola Stuyvesant, šola Dalton, številne judovske in nejudovske šole, Univerza Columbia, NYU, Univerza Fairfield, vse so imele študente, ki so prihajali in prihajali, vedno znova in znova k temu. Zato sem zelo osredotočen na idejo judovskega izobraževanja. Ali nam lahko poveste, na čem trenutno delate glede svojega pisanja in ustvarjalnega dela? No, če bi imel več časa, bi delal na knjigi o Izaku Babelu. Ampak tega časa nimam. Morda, če in ko se upokojim, bom imel ta čas. Ampak če in ko se upokojim, morda ne bom imel energije za delo na tem. Ne vem. Ampak Izak Babel je bil zame fascinanten lik že vrsto let. Ko sem delal v Rusiji, sem nenehno iskal njegov izgubljeni arhiv. Veliko ljudi je iskalo na mojo prošnjo. Tako da ja, in prav tako želim napisati knjigo o Stalinu. Najprej želim nasprotovati trenutnemu trendu normalizacije Stalina. Po drugi strani pa želim pokazati, da ni bil pošast. Ni bil, veste, patološka osebnost. Bil je na mnoge načine. Veste, Trotski ga imenoval velik povprečnež. No, v nekaterih pogledih je res bil, ampak bil je precej pametnejši od tega. Pravzaprav je prekašal Trotskega. Seveda. Ja. Kakorkoli, to je svet, ki me najbolj fascinira. Kot se rekel prijatelj moj, velik učenjak Jeffrey Hrf, in jaz pripravljava to knjigo o ideologiji Hamasa. No, to je zelo pomembno delo. No, dr. Brent, hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo vaše delo in Yivo ter izvejo več o tem? Seveda lahko obiščejo spletno stran Yivo, ivov.org, kjer bodo usmerjeni na naše programe, na naše arhivske projekte, na naše genealoške projekte. Vem, da veliko ljudi zanima, kje so živeli njihovi starši ali stari starši, v katerih mestih in krajih. In veliko se ukvarjamo s tem. Če pa so ljudje zainteresirani, mi lahko preprosto pošljejo e-pošto, ni me težko najti. V redu. No, radi bi se zahvalili tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Tobin Daily Edition, ki ga lahko slišite kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.